Dobrodošli na predstavitvi bioloških vsebin, ki se jih dijaki učijo v okviru programa farmacevtskih tehnik. Že v prvem letniku se pri predmetu zdravstvena vzgoja učimo o zdravem načinu življenja. V mladostnem obdobju je zdravje za nas kar samo po sebi umevno, zato o zdravem načinu življenja ne razmišljamo veliko, pa čeprav je to najboljša naložba za kasnejša življenjska obdobja. Na nekatere dejavnike tveganja bolezni, kot so starost, spol, dedne bolezni, ne moremo vplivati. Lahko pa zdravo prehrano in telesno aktivnostjo zelo izboljšamo kvaliteto življenja. Če se pa izognemo še vnosu zdravju škodljivih snovi, kot so cigareti, alkohol, smo pa naredili zelo veliko. Na teh slikah vidite, kako izgledajo pljuča kadilca in nekadilca pod mikroskopom. V programu farmacevtskih tehnik imamo kar nekaj predmetov, pri katerih spoznavamo zdravljenje bolezni. Že v drugem letniku spoznavamo rastlinske učinkovine, ki zdravijo bolezni ali lajšajo njihove simptome. Pri laboratorijskih vajah pa mikroskopiramo. Najprej sami pripravljamo preparate, tukaj so v prednosti tisti, ki imajo natančno in mirno roko. Nato jih opazujemo in skiciramo. Na teh slajdih si lahko ogledate nekaj mikroskopskih preparatov nekaterih zdravilnih rastlin. V našem okolju, na naši koži in telesu so številni povzročitelji infekcijskih bolezni, virusi, bakterije, glive in še veliko več. Pri mikrobiologiji v drugem letniku spoznavamo njihovo zgradbo in bolezni, ki jih povzročajo. Pri laboratorijskih vajah jih pa gojimo in opazujemo. Najprej smo naredili bris zob, nosu, rok in predmetov, kjer mislimo, da je veliko bakterij, na primer telefon ali WC školjka. Nato smo bakterije nanesli na agar. In po nekaj dneh so se razvile bakterijske kolonije, to je na milijone bakterij, ki se vidijo kot kroglice različnih barv in velikosti. Zanimalo nas je tudi, kako higiena zob, rok in razkuževanje predmetov vpliva na bakterije. Ugotovili smo, da je veliko manj razvitih bakterijskih kolonij. Z osebno higieno in higieno okolja lahko prisotnost mikrobov zelo zmanjšamo, zlasti v tem času, ko je veliko infekcijskih obolenj. V tretjem letniku pri predmetu anatomija in fiziologija spoznavamo zgradbo in delovanje človeškega telesa. Pri praktičnem pouku izvajamo tudi različne vaje in poskuse, kot na primer ugotavljanje delovanja naših čutil, kemoreceptorjev. Preučujemo tudi količino CO2 oziroma ogljikovega dioksida v izdihanem zraku pred in po telesni aktivnosti. Za sproščanje energije v našem telesu nujno potrebujemo kisik. Pri tem pa nastaja škodljiv plin CO2, ki ga izločamo z izdihanim zrakom. Na količino izdihanega CO2 vplivajo različni dejavniki: spol, starost, telesna teža, telesna aktivnost. Količina CO2 v prostoru zelo vpliva na naše počutje, aktivnost in tudi na zdravje, zato je pomembno vsakodnevno zračenje prostorov.